Spoštovane, spoštovani, pred nami je še zadnja tekma 25. kroga v prvi ligi Telemach in kako zanimiva liga je to, smo videli tudi ta vikend na dosedaj odigranih 4 tekmah v elitni konkurenci slovenskega klubskega nogometa. Edina zmaga Aluminija v Stožicah doslej v 33. krogu sezone 19-20. Le zdaj priložnosti, ne 1-0, strelec je Mudražija. 11. minuta, Robert Mudražija, 1-0 za Ljubljančane. Seveda prvi gol 24-letnega Hrvata v dresu Olimpije. In Kvesič na sredini, Kvesič proti Matku, odlična podaja, Matko je sam, Matko! Tule mislim, da niti ni želel podajati to, da prta in potem pred praznimi vrati ni zadev. Janžekovič spet tvegana podaja, Sešljar do žoge, Prtajn je sam v sredini, Matko je prišel do žoge, Matko mimo desne vratnice. Napaka Šrolerja in Matko hiti proti vratom, nova velika priložnost za Olimpijo, Matko 2-0. Aljoša Matko in zgodilo se je tisto, kar se je pravzaprav moralo. V izdihljajih 42. minute, zdaj do prvega prvenstvenega gola v majici Olimpije tudi Aljoša Matko. Napaka gostov na sredini igrišča, v obrambi je bila seveda luknja. Matko vključuje se Čabraja, Matko ni podal, zdaj je Čabraja, teda obramba Aluminija se je vrnila, Čabraja dobro preigrava, Čabraja, Pil ima priložnost in 3-0. 3-0, Marin Pil, asistenco je zdaj upisal Marjan Čabraja. 61. minuta in mislim, da zdaj res ni nobenega dvoma več. Olimpija bo tale obračun v Stožicah seveda dobila, Pil pa je asistenci zdaj dodal še zadetek. Pa zdaj Boači s predložkom, malce previsoko za Nukiča, ki pa je vseeno prišel do žoge in potem Kvesič do zadetka. 4-0 v 65. minuti, čeprav se je zdelo, da je ta podaja za Nukiča previsoka, se Mustafa ni dal in praktično takoj po vstopu v igro je vpisal asistenco. 4-0 za Olimpijo, no. Boači proti Nukiču, pa zdaj Aldair in bum! Vendarle torej tudi 5. zadetek, mislim, da je asistenco vpisal celo Mustafa Nukič. Zdaj je bolje videli, če se je Nukič tam dotaknil žoge v padcu, ko je bil morda tudi pod prekrškom, v vsakem primeru pa odličen zaključek Gvinejca. Ne, nič ne bo s tem. Sešljar zdaj proti Nukiču, ofsajda ni, velika priložnost za 6-6. gol Olimpije, Mustafa Nukič. No, potem pa dvignjena zastavica, in zdaj bomo pozorni, no. Tako da ni nuj, ki se še ne more veseliti svojega jubilejnega 10. gola v sezoni, ampak ja, ni bilo ofsajda. Takoj se mi je zdelo, no, glede na to, da se je to zgodilo točno v liniji
kjer je tudi moje komentatorsko mesto, trenutek podaje namreč Sešljarja proti Nukiću. Gol torej velja, priznal ga je Antić in tako je potem tudi odpiskal konec tekme. Tule vidimo tole še enkrat. Dino Skender, 6-0, najvišja zmaga, odkar ste v tem drugem delu pri Olimpiji. Je lahko v napadu še bolje, kot je bilo danes? Pa dobro, mi smo imali dobar pristup od početka utakmice i to nas je nagradilo da smo onako i iz tog i agresivnog pristupa i iz dobre obrane dolazili u puno situacija za naprijed. U samom napadu bili smo i pucački raspoloženi i efikasni i sve ono što možda do sada nismo imali. Danas je proradilo, rekao bi, realizatorske sposobnosti i sretan sam zbog toga, čestitke igračima, bitna 3 boda i idemo dalje. 6 golov in 6 različnih streljcev. Za trenerja je to verjetno zelo pozitiven podatek, da ne zadeva samo eden. Pa jasno, naravno da nam je drago da svi dečki su i zaslužili ovu pobjedu sa timskom dobrom igrom, tako da isto to je dobar osjećaj kad ima i 6 različitih strelaca, jer svi dobiju neku vrstu nagrade za dobru prezentaciju. Aluminiju danes ni uspelo ustreliti niti enkrat proti vašim vratom. Je to razlog tako dobra vaša obramba ali morda nekoliko slabša igra iz njihove strane? Pa dobro, ja mislim da definitivno im nismo puno dali, dobro smo igrali obranu i to je ono što uvijek želimo, biti dobri, organizirani u obrani i opet nismo primili gol i to je isto pohvalno i čestitam mojim dečkima na to. Samo tole še je že v četrtek, Mura, nov nasprotnik, verjetno malo drugačen. Pa sasvim drugačija utakmica, ali mislim da će nam ovo dobro doći na planu i samopouzdanja i da i mi onako znamo da dobro radimo, dobro treniramo, dobro i smo i ušli u prvenstvo, malo onako je tu bilo puno utakmica u kratko vremena i sreća sada da smo i mi počeli dobijati potvrdu da smo na pravom putu. Oskar Drobne, 6-0 proti Olimpiji. Kaj pravzaprav povedati po takšni tekmi? Ja, nič, ne, da smo jih lepo dobili poriti. Slabi v vseh segmentih. Tekaško, brez duelov, ogromno tehničnih napak, v celoti res ena zelo slaba tekma. Po moje glava velik problem in ja, totalno padlo na izpitu. Že v prvem polčasu se je zdelo, da fantje kot da bi včasih ne vedeli, kaj početi, oziroma vi ste bili zelo glasni na tribuni, na klopi že od prvih 10-15 minut dalje. Ja, pa dogajale so se napake, ki se drugače ne dogajajo. To se nam je slabšali iz 5 minut v 5 minut smo več napak naredili. Se pravim, ogromno tehničnih napak, slaba postavitev, slabe reakcije. Ne vem, če smo dobili 5 duelov celo tekmo, ne vem, če smo uspeli zadržati 5 žog normalno. Slabi v prehodu, kar je ponovadi dobro. Mislim, tekma za pozabo, ampak nažalost točke ne dobivamo, tekme pa grejo mimo in lahko nam je žal vsake tekme, kjer nič ne iztržimo, ampak danes moramo čestitati nasprotniku. Bil je veliko hitrejši od nas, agresivnejši, konkretnejši. Mi smo jim pa svojo anemično igro ponudili vse na pladnju. In kar je normalno, Olimpija svojo kvaliteto s pridom izkoristila. Ob takšni tekmi oziroma po takšnem nizu se morda poraja vprašanje, razmišljate kaj o odstopu? Ja, povejte vi, bi me zamenjali? Jaz sem vas vprašal, to se pravi, želim vaše mnenje. Ne vem, vprašanje je za vodilne v klubu. Bomo videli jutri nov dan, videli, kaj bo nov dan prinesel. Jaz mislim, da če bo ekipa potegnila iz tega težkega poraza prave smernice, potem
seveda še vse v prvenstvu odprto, ampak tako sem povedal danes, enostavno od prvega napada Olimpijinega nismo bili na svojem nivoju, kaj šele na njihovem nivoju in absolutno, tako sem me že vprašal, sprejemam kritiko in poraz absolutno prevzamem na svoj hrbet in zaslužena zmaga Olimpije. Oskar, hvala za iskrenost in srečno naprej. Ja, hvala lepa. Aljoša Matko, najvišja zmaga Olimpije v letošnji sezoni, pridodali ste gol, vaš prvi gol za Olimpijo, morda najprej, kako ste videli vi svojo akcijo, ko ste dosegli zadetek? Ja, sigurno, danes smo dobro šli v tekmo, od prve minute, takoj si ustvarjali šanse, sam sem imel pred golom tudi 2 vrhunske šanse, nisem realiziral, tako da sem bil zelo srečen, ko mi je v tretje uspelo, tako da danes smo pokazali, da smo ekipa, če tako pogledamo, vsak gol je zabil drugi igralec, tako da tudi fanti iz klopi so dali spet svoj pridonos današnji tekmi, tako da ena vrhunska tekma z naše strani. Je bil mogoče nasprotnik, potem po četrtem golu se je zdelo, da je Aluminij skoraj da nehal igrati, je bilo morda zato kaj lažje igrati oziroma na koncu še dati 2 gola? Ja, sigurno, normalno je, ko gubiš 4-0, da si brez energije, tako da lažje še pol priješ do priložnosti, tako da smo danes to izkoristili. Sedaj vas čaka Mura, prav gotovo drugačna tekma. Najprej gostovanje, pa še Mura, ki je prav tako na nekoliko drugačnem položaju na lestvici kot Aluminij. Ja, sigurno, vsak nasprotnik v prvenstvu je težek, sploh še gostovanje v Muri, vemo, kaj igrajo, tako da zdaj par dni regeneracije in pripravce na tekmo z Muro. Luka Janžekovič, vem, da je težko v takšnih trenutkih karkoli pametnega povedati, ampak kako ste vi iz svojih vrat videli tole današnjo tekmo proti Olimpiji? Mislim, da je bilo že od začetka tekme jasno, da smo v totalnem deficitu in da so Olimpija bila čez celotno srečanje v vseh segmentih boljši nasprotnik. Zelo nemočno. Zelo nemočno smo se danes prikazali, praktično z nič odpora proti njihovim razigranim igralcem. Tako da nimam nič za povedati kot to, enostavno, da totalna premoč Olimpije in nemoč v naših nogah. Se vam zdi, da se vam nekako nabira črv oziroma da vas nekaj zavira glede na kar dolg niz rezultatov brez točk oziroma nazadnje ste remizirali? Ali je to tisti razlog, da nekako ne steče? Ja, sigurno neka psihološka blokada v danem trenutku, ampak mislim, da ni to bolje. Enostavno nam ne steče nič, vse, kar probamo, nam ne gre in ne vem, očitno se bomo mogli vrniti nazaj k jedru in prevetriti ekipo. Ne vem, kaj bi rekel, enostavno konkretno spremeniti nekatere stvari. In ne vem, samo tako bomo lahko nekaj dosegli z neko novo energijo, z nekim novim zagonom. Drugače ne bo šlo. Če iščemo nekaj pozitivnega vsaj v tem današnjem večeru, je to, da ste lahko zelo hitro pozabili tekmo, kajti nova je že zelo kmalu, ampak proti Mariboru, kako gledate sedaj naprej? Ja, razpored je za nas ni bolj idealen, seveda. V bistvu je tako, da v vsaki tekmi vsaka ekipa potrebuje točke, vsi se borimo za svoje pike in enostavno nihče nikomu nič ne da. In tako kot nihče ne bo nam nič podaril, tako upam, da bomo mi tudi to zmanjšali na minimum, bom rekel, te oddajo točk. To je sigurno pozitivno, da že v četrtek nova tekma, da bomo lahko čim prej pozabili, v kakšni meri bojo nekateri pozabili, jaz definitivno ne bom pozabil tako hitro te tekme. Tako da enostavno, ja, ni časa za obžalovanje, bom rekel, v igri smo, mogli bomo začeti neke pozitivne zaključke vleči z tega skupaj, ker če ne bomo, mislim, da je vsem zelo dobro jasno, kaj sledi.